Po 3 letih je bila festivalna dvorana v Ljubljani znova prizorišče slavnostne prireditve Avtomoto zveze Slovenije Motošportnik leta. Želim si, da bi to res čim širša javnost videla, da je to en prav šport, srčni šport. Ko se pogovarjaš s temi mladimi športniki, vidiš, da je v njih najbolj čist športni duh. Tukaj ne gre samo za tekmovalnost, gre za to, da je tukaj za njimi že od malih nog cela ekipa. V sproščenem vzdušju so prejemnice in prejemniki pokalov, priznanj in nagrad vidno uživali v soju žarometov na odru. V bistvu nisem pričakovala te nagrade. Res mi veliko pomeni, dosti je bilo letošnje sezone razočaranj, padcev in vsega, tako da sem res vesela. Prireditev je bila tudi priložnost za pogled v naslednjo sezono. Pripravljam se na polno, tako da cilj je med 10 skupno, v moji glavi so cilji še malo višji. Najprej, da bi kakšen malo bolj konkurenčen motor še boljšega dobil, po bi pa šel na višji level, se pravi je Alpe Adria. Največji cilj je odpeljati celo prvenstvo brez poškodbe in pa vsak si želi dobre uvrstitve, ampak prvo je to, da se dirke odpeljejo do konca brez takih zadev, ko sem jih imela letošnjo sezono. Največ pozornosti je vnovič požel Tim Gajser. 5-kratni svetovni prvak je 8. zapored najboljši motošportnik Slovenije. Vsako tako priznanje je neka motivacija za naprej, sigurno se ne navadiš. Vedno je cilj v vsaki novi sezoni ponoviti sezono ali jo še izboljšati. Vnovič je posvetil kar nekaj časa tudi mladim občudovalcem in jim zaupal tudi marsikakšen nasvet. Na vseh tekmah, ko sem zmagal, sem res maksimalno užival. Tudi na tistih, ko nisem zmagal. Tako da ja, tako sem rekel, težko eno izpostaviti, ampak jih je bilo kar malo več. Ko veš, da je nekomu uspelo in ko si mlad in sanjaš, ti nihče ne sme teh sanj vzeti, ti mi jih daje. Rezerve so vedno, tako da tudi če si 5-kratni svetovni prvak, jaz vedno pravim, da ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Gromek aplavz je požel tudi dobitnik posebnega priznanja za dolgoletno delo v motošportu, Silvin Vesenjak. Najprej sem bil presenečen, sploh zato, ker 50 let sem v motošportu, potem se začneš zavedati, koliko si že star. V moji karieri 38 let sem tekmoval, pa to na 2 frontah, bi rekel, sem užival. Nikoli mi ni bilo žal, da sem v ta šport stopil, oziroma da bi rekel, zdaj pa se ne grem več. Najprej bi vsem zaželel uspešno leto 2023, čim manj poškodb. Ali pa nič poškodb, to je najbolj pomembno. Da smo zdravi, da lahko pridno treniramo, da lahko smo prisotni na vseh tekmah. Vsem, ne samo športnikom, želimo ne samo varne vožnje, pa srečne vožnje, ampak tudi polne pozitivne energije. Tak dogodek, kot je danes, da tisti najboljši uvid, da to Slovenci imamo, da si želimo naprej, da hočemo zmagovati, tako na osebni ravni kot na športni in samo tega se držimo še naprej in bo 2023 zelo uspešno leto. Da nisi sam, ugotoviš šele takrat, ko ti nekdo v pravem trenutku priskoči na pomoč. V zavarovalnici Sava razvijamo sodobne rešitve, s katerimi smo z vami vedno v pravem trenutku. Zavarovalnica Sava. Nikoli sami.